Tino sem vam že predstavila, tako da gremo lahko kar na film. Pa bi začela z enim rahlo provokativnim vprašanjem. Namreč naš zelo ugledni in brani filmski kritik Marcel Štefančič je bil do tega filma zelo zadržan. Vse poznate njegove ocene za ali pa proti ali pa zadržan ali pa še kaj vmesne. No in sicer je nekako tako rekel, tudi do Dickensa ima seveda veliko pomislekov, ampak predvsem do njegovega, nekako on smatra to za konzervativizem, no. Ampak rekel je, da ta film je narejen tako, kot da bi bil posnet v 19. stoletju in da pravzaprav bi bilo najboljše, če bi tam tudi ostal. No, skratka, to je eno tako za štart, da se bomo lažje pogovarjali. Ja, lepo pozdravljeni, kar nekako nas zbistri z drami, ko se iz viktorijanske Anglije zbudimo v megleno, ljubljansko dopoldne. To sem zdaj te opaske Štefančičeve sem prvič zdaj slišala, priznam, da nisem brala kaj dosti slovenskih ocen. Morda se spomnite, sicer zelo nadolgo je pisala o tem filmu in o zgodbi Charlesa Dickensa in Nelly Turner, sicer v sobotni prilogi tudi Irena Štavdohar, ki je pač osvetlila ozadje in podala precej več podatkov, ni pa pač se ukvarjala samim pač filmskim jezikom in s filmsko zgodbo. Tako da naj malo pomislim. Skratka, film iz 19. stoletja, ki naj tam tudi kar ostane, ali kako je bilo rečeno? Ja, tako, ja. Primerjali so seveda ta film tudi z recimo Čehova dramatiko, z ogromno zamolčanega, malo v bistvu je povedanega, fotografija, na katero najbolj smo pozorni, je pač ta chiaroscuro. V večini kadrov je Nelly Turner posneta iz profila, ta njena našobljena usteca, gledamo, ki nam mogoče v trenutku lahko že zdaj grejo malo na živce, ker pač evocirajo to neko njeno dekliškost in recimo temu pač naivnost. Zdaj, kar bi jaz mogoče povedala tako o prvem pa drugem gledanju, se mi je pa zdelo zelo tankočutno in zelo natančno to, da Nelly pravzaprav pride pred nas iz neke tišine. Jaz moram priznati, da sem ta film sicer prvič gledala že doma, sem najprej mislila, da je kaj narobe z našimi napravami, ker se mi je zdela, ne bo nič tona. Zelo dolg je tišina, ti začetni napisi se odvrtijo v tišini, ampak potem, ko pač to zgodbo še natančneje človek spozna in si o njej več prebere, ugotovi, da je pravzaprav Nelly bila ta zgodba ženska, ki je bila pač potisnjena v zamolčano, v tišino, verjetno tudi je tukaj kakšna aluzija na Dickensovo morda nekoliko nenavadno erotiko, namreč Nelly je pravzaprav otroka, ko jo on spozna, je stara to kot njegova najstarejša hči in je mogoče tudi to potlačeno v vsej tej viktorijanski obsedenosti z družino, z družinskimi vrednotami zelo pomenljivo. Tako da vendar mislim, da je mogoče taka ocena nekoliko malo kritična, pretirano celo ali pa provokativna. Mislim, da je tukaj seveda veliko tonov, ki pa vendar pripovedujejo tudi neko zgodbo, ki presega to, kostumsko dramo, te pač korzete, ženske okovane pač ne samo v te konvencije in v vloge, kakršne so jim bile pripisane v življenju. Tako da, ja, ne vem, jaz mislim, da je to kljub vsemu kar zgodba tudi za 20. ali zdaj smo že v 21. stoletju. Seveda pa, v tem pa verjetno bojo tudi, če poznaj kaj povedali, so pa ne vemo zdaj seveda natančno zakaj, določene spremembe v samem scenariju, morda pač iz dramaturških razlogov. Ta Nellyna zgodba je mogoče še bolj zanimiva tam, kjer jo film konča. Film pravzaprav na nek način spelje zlasti njeno zgodbo v nek dokaj lep zaključek, pač se nekako ona s to izpovedjo temu pastorju malo lajša in
tako nam je pač nekako povedano, živi dokaj srečno življenje. No, tudi če ga je ona živela, to dokaj pač recimo harmonično zakonsko življenje, pa temu seveda ni bilo čisto tako, pa je zgodba imela še pozneje za njene potomce pa precej bolj mračne tone, zlasti za tega otročka, fantička, ki ga vidimo v začetku in na koncu v gledališkem kostumu za Jeffreya, za njenega sina stvar seveda ni bila tako enostavna. Če sam na hitro povem, pa najbrž bo še kaj povedali, v njegovem domu je bilo absolutno prepovedano izreči besedo Dickens, niti ene Dickensove knjige ni imel doma. No, to je bilo pa težko v Angliji. Tlele sta tile knjigi, ste zato prinesli, da bi malo to pokrožilo? Ali? Ja, z veseljem. Torej, kot ste mogoče pač opazili, ali pa, kar je pač tudi v špici natančno navedeno, ali pa sploh iz pač publicitete, ki je spremljala ta film, namreč zgodbo o Nelly Turnan je že leta 90, se pravi skoraj že pred 15 leti, zelo natančno popisala znamenita in res izvrstna, natančna, tudi zelo kritična do pač svojih pač predmetov svojega preučevanja angleška biografinja Claire Tomalin. Mimo grede, če smo že pri družinskih vezeh, poročena je z dramatikom in pisateljem Michaelom Fraynom in jaz sem tudi eno dramo Michaela Frayna prevedla in njegov roman. No, to je njegova žena Claire Tomalin, ki piše odlične biografije. Napisala je torej leta 90 in če želite, tudi, ker pač precej fotografij, knjiga sicer rahlo razpada, si pogledati, tako je pač bila videti Nelly na fotografijah, knjigo o njej in leta 2011, ko je bila 200-letnica rojstva Charlesa Dickensa, je tudi napisala biografijo o Dickensu, eno od mnogih, ker z njim so se ukvarjali pač po njegovi smrti 1870, tako rekoč pač industrija teh Dickensian pač študij. Ona se ukvarja tudi zelo veliko z zgodovino gledališča in tudi o tem verjetno lahko še kaj povemo. Film se začne in konča z gledališčem, ne, tako da to je zelo seveda pomenljivo. In kot rečeno, ja, jaz sem to knjigo Nelly Turnan res z velikim veseljem prebrala, tole pa še ta biografija o Dickensu, ki je pa išla pozneje. No, skratka, knjiga je bila ta napisana leta 90 in ona tudi potem v nekih intervjujih piše o tem, da je kar dolga pot bila, ne, 12 let skoraj, da so potem to predelali v scenarij in posneli pač celovečerni film. Ja, mi živimo tako v pragmatičnem času, ne, da imamo občutek, da se da vse v življenju kar urediti pa vštimati, ne, da te stvari, kot so te zadržki, konvencije pa tako naprej, ne, da je to ena neumnost in zato si mislim, da je tudi lahko, če tako gledaš na to dobo, je res, ampak se mi zdi, da mi še vedno smo vse to imamo v sebi, ne. Mogoče so nam zdaj zunanje stvari bolj olajšanje, ločitve, materialno stanje, zavarovanje, ne vem kaj. To je vse, ampak v bistvu so pa ti osnovni problemi isti. In tlele je zanimivo videti, ne, kako ona, ta pisateljica oziroma tudi dramaturginja oziroma scenaristka, ne, Abby Morgan, ki je napisala že različne scenarije, ne, zelo dobra, kako ona to zvezo med Dickensom in njo pravzaprav utemeljuje na umetnosti, ne, na njegovi literaturi, ne, kako ta literatura v bistvu vpliva na njiju, ne, ju presega nekako, imam občutek, ne, da je tudi en tak poklon umetnosti to. Ja, tukaj je seveda najbrž potrebno osvetliti več stvari. Eno je seveda ta fascinacija Dickensa za gledališče. Mi ga seveda poznamo kot velikega romanopisca, 15 velikih romanov, nešteto kratkih zgodb, objav, veste, da je zaslovel in začel pisati res za mlada. Pri 24 je bil res že znamenit pisatelj, začel je kot novinar, v filmu je nakazana ne, tudi ta njegova življenjska izkušnja. Pri 14 je bil zaposlen kot otrok v tovarni Globina, ne, kot bi se reklo, tukaj je bilo tako lepo prevedeno, luščilo, ne, ampak to je bil v bistvu, so izdelovali pač Globin, no, bi rekel, za
čevlje. Bil je seveda pač izvrsten pisatelj, vse življenje ga je pa izrazito mamilo gledališče, ne, in to srečanje s to družino Trnanovih se zgodi v enem hecnem pojavu, ki je pa bil, tako kot pač piše Tomlinova, precej običajen za tisti čas, da so nekako mešali amaterska gledališča s profesionalnimi. In ta družina Neli Trnanove je bila seveda globoko še njeni predniki igralska družina. Njena mama, ki jo tukaj pač vidimo, in njena babica, oče, skratka, bili so to družina igralcev, poklicnih igralcev. Ti otroci so začeli nastopati na odru, Neli Trnan, mislim, da je prvi stala na odru pri 4 letih. Šole so se v glavnem doma, ti otroci, ker so bile to pač potujoče igralske skupine. Ko je pač prišel vlak, je bil to za njih velikanski napredek, prej so potovali na vse mogoče načine, tudi peš, in Dickensa je pač to zelo privlačilo. In ravno zaradi tega izvora pač gledališkega je bila Neli verjetno še toliko bolj spotakljiva, ne. On je seveda to nekako zgodbo svojo ženo zaključil, se mu je zdelo pač, jaz sem to pač uredil, ne bom pač nekako prestopil te meje, dokler jaz doma tega ne uredim, ampak Neli je bila v 2 ozirih pač nujno potlačena, ne samo zato, ker je pač bi najedala pač ta simbol tega, kar je Dickens bil, tega življenja doma, viktorijanski patriarh z veliko družino, zabava, vse daleč naokrog, skrbi za družino, ampak ne, ona je bila iz gledališke družine, ne, in zlasti ženske, ne, v teh poklicih, igralke so imele zelo, zelo problematičen status, ne. Ljudje so jih, moški zlasti, seveda obožvali, hodili so jih gledati, bile so dokaj samostojne, v nekem smislu so krojile svojo usodo, to so bile izrazito delovne ženske, njena mama, njeni sestri, pozneje tudi na odru, so igrale v visoki nosečnosti, nekaj tednov po rojstvu otroka so bile že zopet na odru, so imele nek vpliv, bi lahko rekli, na svojo usodo v nekem smislu, ampak bile so pa seveda tudi nekako v očeh pač te viktorijanske morale zelo sporne. To so bile ženske nekako tam nekje blizu nespodobnosti poklicev, kot so prostitutke in tako naprej. Vodila je recimo pot in ta njena sestra, najstarejša Fanny, jo je dejansko prehodila, potem ko je nehala nastopati in je Dickens pač vsej tej družini pomagal, je postala guvernanta. To je bil pač dosti podoben poklic in tako kot recimo pri romanih sester Bronte, je bila guvernanta pri vdovcu in se je pač potem z njim celo poročila in živela potem pač zakonsko življenje. Kar zadeva to, veliko postavo Charlesa Dickensa in tukaj, tudi ta distinkcija lepo pokazana, ne samo, da je velik pač človek, ampak je velik pisatelj, je verjetno za njo kot mlado dekle bila pomembna. Ona je bila najbrž fascinirana, da jo obožuje, da ji dvori tak moški. 1 ali 2 prizora tukaj, sta lepa v filmu, kjer vidimo to izrazito priljubljenost njegovo. On je bil verjetno, bi danes rekli, tako imel status kot zdaj recimo pop zvezdniki ali filmske zvezde. To res ljudje ga pač oblegali, hodili na njegova branja, predavanja in seveda je verjetno bila ta vez zelo večplastna. Mislim, lahko se jo seveda razume, ona je bila pač mlada, zapeljana, naivna, neka branja, te njene zgodbe so tudi v tem smislu, da je bila na nek način izkoriščevalka, hladna, celo frigidna, tudi Estela v velikem pričakovanju, da je mogoče pač nek odmev njene osebnosti, ampak ne vem, tudi avtorica, ki pač piše o tem zelo lepo, pač na določenih mestih zelo pove, od tukaj naprej pravzaprav so moje ugibanja, ne vemo, ker virov pač ni ohranjeno, ni niti eno pismo med njima, pa je bilo očitno, da je bilo tega ogromno, tako da je vse nekako po nekih pač posrednih virih. Ja, v tistem članku, ki ste mi ga dali v Guardianu, recimo tudi piše, to se mi zdi zelo bistveno za to avtorico knjige, da ona striktno loči v knjigi med tistimi dejstvi
pa med tistim, kar lahko sklepamo in med tistim, kar je pa dodano ali so ugibanja. Tako zelo je ta knjiga natančno, kvalitetno napisana. Ja, to se mi zdi res odlika, ker ona pravzaprav tam, kjer so ta mesta, kjer pač Nelly recimo 4 leta, vsa to, kar je tukaj v filmu pač tako lepo pokazano, tam najbrž, mislim, nedvomno pač pol izvemo, v Franciji, ko tam pač hodita po, ne vem, polih sivka in tako naprej in se grozen veselita pač rojstva otroka. To je seveda vse v območju domnev. Tudi ta, ona je tudi piše, ko je pisala to knjigo, da se je začela pač to kot neka literarna biografija, ki pa jo je potem povedla na pot pravzaprav detektivskega poizvedovanja. Teh verov, vseh teh zapisov mrliških listov ali rojstnih listov, tega ni nikjer. Točno ta 4 leta tam, ko ne bi pač bil otrok rojen, so zamolčana. Ve se edino to, da je Dickens kar naprej potoval med Francijo in Londonom in to je bilo zelo pogosto. Za moške, ki so živeli takšno življenje, tukaj je zelo jasno pokazan ta njegov zelo dober prijatelj Wilkie Collins, ki je imel pač 2 gospodinstvi, je bilo to pač nekako sprejeto, so pač, kadar pa so pa res nastopile težave, se pravi, ko je bil otrok na poti, so pač te svoje družice spravili v tujino, ponavadi v Francijo, ker so tudi transportne poti bile zelo ugodne in so se te stvari potem tam dogajale. Še več, zelo verjetno je bil v tej zvezi rojen še en otrok. Zelo zanimiva, to pa res, se pravi detektivska epizoda je leto 67, se pravi, to je 12 let potem, 10 let potem, ko sta se spoznala. Takrat je namreč Dickens izgubil svojo beležnico, svoj dnevnik in ga je to strahotno preganjal, kje je zdaj to, res je pač to izgubil in je potem to leta, mislim, da 20 bilo najdeno v Ameriki, šlo takoj na neko dražbo, ker je takrat že ta velika pač industrija po smrti Dickensovi, umrl je pa 1870, že igrala pomembno vlogo, je potem to za drag denar nekdo kupil, in v tisti beležnici iz leta 1867 je popisano marsikaj, predvsem je kodirano ves čas, se pravi, ona je N ali EN, njegova ta pač potovanja so napisana in tudi, zdaj tukaj pač spet prepušča pač malo domišlji, sta 2 oznaki, prihod, arrival in loss, izguba. In iz teh dni, v katerih je to pač napisano, se da sklepati, da je mogoče pač bil znova pač otrok rojen in da je takoj po rojstvu umrl. Da pa ne bomo tako pač mrakobni, je pa v tej beležnici meni bilo blazno všeč to, ker on je bil takrat, 3 leta prednje umrl, se pravi, bil star 55 let, izredno mladosten in z izrednim sistemom je on to svoje zapleteno življenje vodil. On je imel 3 domove, en je bil v tem Gads Hillu, kjer je živel s svojo družino, se pravi, družino minus Catherine, minus žena. V gospodinstvo se je takrat pač še bolj upletla in preselila Georgina, njena sestra, ki jo tukaj sam na hitro pokažejo in je skrbela za te otroke, ki so bili še doma. Potem je imel v centru Londona, je imel svoje pač to samsko stanovanje, bil je pa zelo bogat, imel ogromno denarja. In potem še v Slovu, kjer je pač so tele železnice super mu služile, je imel to hišo, kjer je živela Nelly. In on je bil nenehno na poti. Saj tudi tukaj so lepi prizori, kjer hodi vlak, vozne rede, 18 minut iz Paddingtona v Slov. To je bilo prav z neverjetno pač preciznostjo je on to vodil, to svoje življenje. Prazniki so bili, tako kot se marsikdo mogoče od nas ima tudi to izkušnjo, če smo bili kdaj v kakšnih takih recimo zvezah, ali ste bili prazniki, so problem rojstni dnevi, a bom zdaj za Božič z družino, popoldne bom te prišel, Nelin rojstni dan je vsako leto bil bistvenega pomena, 3. marec je bil njen rojstni dan, je imel vedno zapisano, HBD, her birthday, takrat se je trudil, da bi prišel, skratka, mislim, kot ste rekli, seveda, zgodba je
z današnjega stališča, z neke te emancipatorne pozicije žensk, seveda nenavadna, ne. Po drugi strani pa na te neki človeški intimi, ne, jo pa živite, živimo, ne, tudi danes. Tudi danes, seveda, ti bistveni osnovni odnosi ostajajo, se odvijajo na podoben način, ne. Kako je v tem scenariju dobro Dickens, tudi jaz mislim kot literat predstavljen hitro, s kratkimi oznakami, s kratkimi stavki, tudi s citati kratkimi, ne, ogromno, takoj na začetku, ne, recimo ta njegova prepričljivost pa sočutje, pa humor, ne, pa to je tako dobro, res odlično napisan scenarij, ne, z malo podatki, tudi recimo prizori, ko piše, ne, se jih je čist malo. Ampak mene to zmer globoko gane, posebno, ker imajo še ta peresa, ne, in skratka je to en postopek bolj dolgotrajen, koliko so ob tem načinu življenja in vsem tem, koliko je bil sposoben ta genij napisati, ne, na koncev. To je res samotno delo, ne. Ja, to se strinjam, ne, to se mi zdi res za vsi te može, za te velike duhove iz prejšnjih stoletij, ne, res koliko so ti ljudje, mislim, res nenehno, ne, pač držali v roki pero, pisali, seveda Dickensa je njegova publika tudi ves čas vznemirjala, mamila, ljudje so čakali, kdaj bo naslednje nadaljevanje, ne, kateri veliki romani so izhajali v teh pač snopičih in to je bilo nenehno, ne, on je tudi hkrati pisal, Nicholas Nicklebya in Davida Copperfielda je pisal hkrati, sej to velja v bistvu za vse te velike romanopisce iz 19. stoletja, ne, tudi vemo za Balzaca, ko je imel pisarja, on je narekoval 2-3 romane hkrati, se je včasih tudi kaj zmotil, ne, kje je že ta lika, ne, dajte ga tja, ne. Ja, Tolstoj tudi, ne, se je tudi tukaj v Kinodvoru, ne, je bil film, ne, v Tolstoju, kot tudi ta njegova žena precej trpeča, ne, mislim, vse to prenašati, prepisovati, to, tako da ja, in tudi pisma, ne, to se mi zdi tudi neverjetno, ne, koliko so ti ljudje seveda, koliko je bilo tam, ne, lep ta prizor, kjer on se žge, ne, in to dejansko tudi v biografiji je napisano, ne, on je, ko je se odločil, da bo to svoje življenje s Catherine zaključil, je vsem svojim prijateljem, vsem naročil, vse se žgati, to je zdaj konc mojega življenja, zdaj se začne pač drugačno in to je bilo, mislim, pisem neskončno, ne, je bilo tega pisanja, ne. Ja, jaz včasih tudi na Ivana Cankarja v takih, ker smo tako krivični, ne, in toliko recimo poudarjamo pa njegov način življenja, pa tako naprej, pa boemstvo, ne, ampak koliko je ta človek napisal, ne, kakšen opus je to, ne, tako da v tem pogledu smo res zelo nerazumevajoči. Tina, kdaj ste prvič brali Dickensa? Jaz sem najprej brala in se tega res zelo spomnim, kar sem pač ukala, kadaš sem brala Oliverja Twista v starem prevodu Otona Župančiča, ki tudi je naš edini prevod Oliverja Twista še zaenkrat. Tako da, ja, to mislim, in tudi tiste ilustracije, ne, še potem pa pozneje, ja, ko me pa tako začel mamiti pač v angleščini, se spomnim pa, da sem brala tiste okrajšane izdaje, ki so pač namenjene učencem, pač za nekim omejenim številom besed, z ilustracijami, ne, in tista, ne, se mi je posebej tako zasidrala v srce tam, čisto na začetku, ne, ko pač bogega Oliverja tako pretepijo, ka prost, če lahko dobiš še malo tiste kaše, ne, Oliver asks for more, ne, in to je res strašno ganljivo, ne. Druga moja izkušnja, ne, z Dickensom so pač seveda te božične njegove zgodbe, ne, on je v bistvu takrat sploh viktorijanska Anglija pravzaprav si zmislila to, kar je zdaj vsa industrija v zvezi z božičem, praznovanje božiča, zato ker je bil pač kraljice Viktorije mož Albert, je bil Nemec in je on tja iz Nemčije, iz nemške kulture se je pač v Anglijo zaneslo, ne, tole pač božično drevo,
in seveda vsa ta pač, ta kult družine, domačnosti in Dickens seveda ne, v to ideologijo, mislim, se absolutno upiše, ne, svojimi zgodbami, to božično, v slovenščini mislim, da je bilo božična pesem v prozi, s Christmas Carol, s temi nepopisno nepozabnimi liki Scroogea, ne, Marleya, tako da to, ne, potem pa blazno mi je se zdaj smešni, ne, so mi bili ti stari prevodi Cvrček za pečjo, ne. Aha. Ja, to smo mi otroci v Kamniku gledali na enem takem ljudskem odru. In ko sem premišljala ob tem filmu, jaz imam občutek, da bi bila sploh drugačen človek, če ne bi Dickensa nič brala, no? Ker je tako name deloval ravno Oliver Twist, pa je še film prišel in seveda še danes me je strah tega Sykesa pa teh, pa tudi to, ta revščina, to trpljenje. Mi smo živeli dosti v egalitarni družbi, no, ni bilo v šoli, ni bilo nič takega nisem videla v šoli, a ne. In ko vidiš to, on je to res s takim znal, res s tako empatijo, no, to se mi zdi, da je edinstveno. Ja. En trenutek za, aj kje mikrofon, kakšna želja po kakšnem mikrofonu. Petriša sem. Jaz bi se osredotočila na nekaj misli, ki so bile v tem filmu. In na nekaj prizorov, ko njena mama reče, da vsako stran prebere dvakrat. Ona se je zaljubila prek njegovih del van ga že prej, ne da bi se tega zavedala, moj občutek. To se me je dotaknilo, pa recimo pravimo v taki družbi, ki je zelo naklonjena družini in tudi ona je konec koncev zelo moralna oseba in kakšno krizo ima takrat, ko se z njim pogovarja, ne? Kdo bom pa jaz? Ali pa recimo takrat, ko jo on vpraša, naj pove svojo skrivnost in ona pove, ne? Takrat, ko bom povedala svojo skrivnost, je odvisno od tega, kaj bo ta človek naredil s to mojo skrivnostjo. Od tega je odvisen odnos, koliko bo znal njeno skrivnost hraniti. Tako da meni se zdi zelo, zelo čustven film. Tako močno, tako kot je socialna beda, o kateri je on pisal, tako grozljiva, tako se mi zdijo ta čustva, tako gromozanska, da človeka kar raznesejo. In mislim, da je skozi cel film je to prisotno. Recimo, ljubezen, meni se veliko simbolike v tem rojstvu otroka, mrtvega, ne, ko on odreže košček las in spravi tisti košček, ampak hkrati spravi nekaj, kar odmira, kar je že mrtvo. Tako da ogromno simbolike v tem filmu o čustvih človeških, o trpljenju, o tem, da enostavno ne moreš spremeniti nature in ljubezen je najmočnejše življenje in pravi, tudi zaključi se film s tem, kar reče, življenje je ljubezen. Ljubezen, ki v resnici je eno veliko trpljenje. Ampak traja pa. To naj bi recimo, jaz tako razumem, ta film mene se je zelo, me čudi Štefančičeva izjava. Nemogoče. Ja, saj mislim, da je to res iz tega, da mi živimo v tako pragmatičnem času, vse hočemo tako praktično narediti, vse trpljenje, ki izvira iz enih danosti, a ne, hočemo kar odmakniti, odpraviti, ne, bomo to uredili, ne. Pa seveda še zmer mi smo tudi dediči 19. stoletja še vedno, pa tudi v bistvu se si ne želimo, da bi bilo življenje tako zbirokratizirano pa enostavno, ne, sej
ravno v teh odnosih je v smislu življenja. Ne. Imamo pa tukaj zdaj upraviti z enim zelo dobrim režiserjem tudi, ne, ki ga do zdaj nismo poznali kot režiserja. On je že delal, Fiennes je že delal Coriolana, ne, ampak tle je pa še kot igralec seveda, ampak tle je tudi vodil celo režijsko, se mi zdi. Kaj pravite, ste človek od teatra? Jaz bi sam nekaj vseeno se še navezala na to sicer lepo misel, ne, pač te vse mogoče ljubezni in pač ne, gremo čez vse pač te meje in konvencije, ki jih pač narekuje družba, ampak vendarle ne, je tukaj tudi v tem njunem odnosu, vsaj tako kot je izpričan v virih, ne morda res v filmu, ampak seveda film mora peljati neko svojo linijo, svoj lok, mora biti lik, mora biti tudi to, da nas recimo gane, ampak v njunem odnosu verjetno je odslikava tudi nekih pač čist ekonomskih danosti, ki so pač potem preslikane v pač medsebojne in ljubezenske vezi med ljudmi. Ne. Njena mama ne, je bila v zelo težkem položaju. Ne. Ona je odovela s tem, da je še to bilo, ne, da je oče, kot ona njemu potem zaupa, bil v blaznici, ne, se mu je dejansko zmešal, ona, ta deklica Neli, ko je bila punčka, sploh ni vedela, ne, ker pač te bedlam, ne, ni bil kraj, kamor bi vodili majhne otroke, je oče kar nenadoma izginil iz njihovega življenja, pozneje so ji pač povedali, kaj je bilo. In je ta mama zelo spretna, inteligentna, praktična ženska ostala sama s 3 hčerami in zdaj poskrbeti zanje, ne, je bil pa velik problem. In tako da je verjetno bila ona kar dokaj pač, tukaj bi človek rekel, v pomoč, ne, da je ta zveza z Nelly in Dickensom nekako pač se uresničila tako, kot se je, tudi v tem smislu, da je bil morda to celo nek majhen dogovor. Ne. Saj tukaj je malo nakazano. Ne. Ona zelo dobro ve, zakaj je on zdaj ta Dickens krtjal ta Doncaster, ne, in tam pač jo gleda. Ne, mislim, ženska je bila le že malo starejša, imela že kakšno življenjsko izkušnjo za sabo, tudi iz gledališča, kjer se je pač živelo morda malo zunaj teh konvencij, te spodobnosti in zelo dobro ve. Tukaj v filmu seveda bi lahko rekel, da je mogoče pač malo slabost teh karakterizacij ta, da mama potem nekako kar izgine. Ne? Mi pač vidimo Dickens kup to stanovanje Nelly in ne vemo več pač, kaj se je zgodilo z mamo. Ne? Mama je pravzaprav bila kar ves čas nekako sopotnica in tudi v tem ključnem prizoru, ki nas dobesedno vrže iz stola, tudi ko gledamo film, ne, na vlaku, so bili skupaj. Ne? Peljali so se iz enih teh francoskih epizod in je bila mama zraven. Oni so sedeli v kupeju vsi 3 skupaj. Bilo je seveda nujno, da oni 2 izgineta iz prizorišča, je bilo pač nekako poskrbljeno, da ne, sta šli, nista bili oni zraven in je bila potem ta herojska zgodba, ne, ker to je bila resnična zgodba, 14 ljudi je umrlo v tej železniški nesreči, 40 je bilo ranjenih, je bilo to povsod v vseh časopisih, kako je Charles Dickens nesebično reševal življenja. Ne. Hkrati pa seveda je bila prva skrb njegova, ne, tukaj je malo romantično, da ga pač takoj mu pritegne pozornost en list iz njegovih rokopisov, ne, in ti spravi v žep, ne, ker on je lep pisatelj, ampak po mojem, no, če smem biti mogoče malo žlehtno, po mojem je bila prva misel, kako ne zdaj on sprav zdaj teli 2 ženski, ne, da ne bo škandala. Ne, ja, da ne bo škandala. Ne. In tako, no, da seveda ne, je bil to najbrž nek dogovor in tudi on je v bistvu v svoji poroki lepo poskrbel, ne, za Nelly Turner. Ne. Jo je napisal, je volila, imela je pač hišo, to, kjer je ona pač živela v Londonu, jo pa sicer dala v najem, ampak je pač ona išla iz te zgodbe z nekaj malega premoženja. Bila je pa seveda, ali to zdaj osebna ali krepost ali šibkost, ona je potem svoje življenje dejansko redefinirala čisto na novo. Ja, kako je pol to bilo? Ona je potem, zdaj, on je umrl leta
1870, star je bil 58 let, njegovi starejši otroci so seveda vedeli za njo in ker pač oče je sam pa tja, ne, se prevažal in ko je on umrl je doma v tem Gads Hill, so seveda Nelly poklicali, ne, tako da je ona potem seveda ni bila del tega obredja, ko se je narod, ne, to je bilo tako, mogoče se mi zdi podobnost, tako kot je bila pač ta kolektivna žalost in žalovanje, ko je umrla princesa Diana, ne, ko je Dickens umrl, je bilo, mislim, trume ljudi, a ne, on je želel, da se ga pokoplje na pokopališču v Rochesteru, ampak ker je bil pač tak lik narodni, je bilo to neizvedljivo, tako da je pokopan v Westminsterski opatiji, v tistem Poets Corner, čeprav si on tega ni želel in to so bile dnevi in dnevi žalovanja, ne. Seveda Nelly Turner ni mogla biti del te uradne zgodbe, ampak bila je, ne, na neki intimni ravni, tudi se je lahko pač potem od njega poslovila, ampak ne, v dodatku v tej knjigi, a ne, potem piše avtorica, da pa so prišli na dan neki viri, nekdo je pisal o tem in se je dal spet najti prav na nek detektivski način, a je bilo to res ali ne, da je on umrl v bistvu, oziroma ga je obšla slabost, ne, možganska krvavitev pri njej tukaj v slovu in je potem ona ga z izvoščkom, to je bilo vse zelo konspirativno, ne, ti izvoščki so bili zavezani k popolni molčečnosti, a ne, da so ga potem dali na ta izvoščak, je šla ona z njim v domov, pač tam, kjer je bil doma, diskretno so ga pač odnesli domov in se je pač ona umaknila, ne, tako da mogoče celo to, kar pa zadeva njeno zgodbo, ne, ona je morala potem, mislim, nekaj narediti s svojim življenjem, stara je bila skoraj 40 let, ne, tukaj pač je ves čas, ko se ne postara, ne. Ampak ona se je dejansko pa izmislila, koliko je stara, 12 let, skoraj za 12 let se je pomladila, tudi čist na ravni pač nekih uradnih dokumentov, kaj se potem poročila s tem Whartonom Robinsonom, ki se je šolal za pastorja, ampak je potem se odločil, da ne bo stopil v ta poklic in sta potem v Margateu, tudi tukaj, ne, kjer se film začne, sta ustanovila to deško šolo, sta živela v zakonu, kjer sta se rodila 2 otroka. Ampak ona je molčala kot grob, ne. Njen mož tega absolutno ni vedel. To s tem pastorjem je menda tako, da je on videl neko to manjšo žalno procesijo na samem Dickensovem pogrebu in si je nekako zapomnil in seveda v Nelly se je šušljalo, da je potem ona dejansko se mu nekako izpovedala to, da njen mož, ki je umrl pri 36 za neko pač, ne vem, duševno zlom ali pač kaj je bilo, se ne ve natanko, ni vedel tega nikakor ne, niti njena otroka, no in ta Jeffrey, in tukaj se pač, ne, film se pač z njim ne ukvarja več, je potem vstopil v vojaški poklic, se boril v prvi svetovni vojni, se vrnil, je bil ranjen, mama je potem umrla in je našel potem pač, ne, se pravi, zabrišite sledove, ne, je našel neke škatle, ne, s pismi svojih sestra in mame in je to zgodbo nekako rekonstruiral, ne, in je bilo to seveda zanj osebno menda strašno pač pogubno in zelo boleče, ne, ker tem pač ni bilo doma niti besede, ne, niti toliko, da bi se kaj dosti govorilo, da bi on družinski prijatelj pa dobri striček v družini, ne, menda tako ni bilo, no. Je pa v filmu pravzaprav na 2 mestih sem jaz tako začutila, ne, Dickens kot izjemno krut prikazan, no, ravno tlele pri tem vlaku, ne, in seveda tista scena, ki se mi zdi pa sploh pravzaprav 2 sceni z ženo, ne, tista z darilom, ta prva pa ta druga, pa to je pa filmsko, ampak filmsko zelo efektno, ne, ko jo je zazidal, ne, praktično zabil. To so zelo tako močne. Vam bom prebrala nekaj, kar sem včeraj našla, ko sem se pripravljala na ta pogovor, ki sem se ga res zelo veselila, ko je bila 100-letnica Dickensovega rojstva, se pravi leta 1911, ne, in so v Domu in svetu pač to zabeležili, ne. 7. februarja je Angleška obhajala 100-letnico rojstva enega svojih največjih sinov, pisatelja Charlesa Dickensa. In pač na hitro povejo njegovo pač to pisateljsko kariero, ampak potem pa že sentimentalno, ne. Slave je užil Dickens veliko, pa sreče ne mnogo. Njegovo družinsko življenje ni bilo prav ubrano.
Uboga Katarina in jaz, citat, je sam dejal svoji ženi, midva niso ustvarjena drug za drugega, ne le ona je moja nesreča in sitnost, ampak jaz sem tudi njena in še veliko bolj. Nič pod Bogom je ne more pripraviti do tega, da bi me razumela. Tudi njen temperament se ne sklada z mojim. Zdavnaj sem že to opazil, pa pomoči ni. No, ampak to ga nekako ni ustavilo, da ne bi zaplodil 10 otrok z njo, ne, recimo, ne, če smem. No, konec citata. Tako je prišlo do ločitve. Najstarejšega sina je vzela mati, ostalih 8 otrok je ostalo pri očetu. Toda od tega časa se je pesnikov nemir vedno večal in 9. junija 1870 je Charles Dickens podlegel srčni kapi. Ne, skratka, ta podoba, ne, njega kot nerazumljenega tukaj je bil on kar instrumentalen. Ne. Ta Georgina je potem tudi bila zelo na njegovi strani, čeprav je bila sestra Catherine, zelo nenavadno, lahko mogoče kaj ugibamo, kaj je tukaj jo še vodilo, ne. So v bistvu zelo očrnili, ne, to Catherine, ona je bila zelo mlada, ko se je z njim poročila, on je bil 24, ona malo manj, mislim, škotskega rodu je bila in so jo pol opisovali kot hladno, da ni marala svojih otrok, in je potem edini najstarejši, ne, ta Charlie, kjer je ta prizor, kjer sreča Dickensa z Nelly, šel k materi, ostali, on je tudi otroke je vzel, ne, mislim, saj otroštvo pa sploh kako ta koncept otroka je bil seveda drugačen v 19. stoletju, kot ga mi zdaj razumemo, ne, ja, ampak vse, ne, mislim, to pa so kar hude stvari, ne. Ja, strašne, ne, strašne, torej v takih filmih pravzaprav vidiš, kako mi malo vemo oziroma kako smo nesposobni uživeti se v neko stoletje, ki je bilo drugačno, ne? Kako smo omejeni v tem razumevanju, kako ne moramo stopiti in te potem eni detajli te čist zmedejo, ne? Kakšna misel? Pozdravljeni. Mene je izzvalo to, kar ste se pogovarjali vidve zdajle o gospe Turner. In tisto prej, kar je rekla gospa, da je bila Nelly očitno zaljubljena van, že ko ga ni osebno poznala, ko je brala njegove stvari po 2-krat vsako stran. Jaz pač mislim, jaz sem to doživela drugače. Ona ga je seveda občudvala, on je bil popstar takrat, ne. S temi javnimi branji je bil tako popularen, si predstavljam, kad danes, ne vem, kakšen Mick Jagger ali pa kaj podobnega, tudi prepoznavali so ga ljudje, ne. Časopisi so že izhajali, tam so bile verjetno narisane njegove podobe in ljudje so ga na cesti prepoznavali. Tako da, ko sta se prvič videla, srečala, je bil on seveda za njo popolnoma nedosegljiv moški, ker verjetno tudi ni pomislila nanj po tej plati, ne. Ona ga je preprosto občudovala kot umetnika. Jaz sem to tako doživela, ne. In tista druga scena, o kateri sta se vidve pogovarjali, bi rekla, da je vdova gospa Turner, ne, seveda bila imenitna igralka in tudi zelo dobra mati, ranjena. Če se spomnite, reče tam nekje v enem tekstu, tudi jaz sem bila poročena, ne, ja. In v zakonu si lahko neznansko osamljen. Ja. Samotni prostor, ne? Ja. No, jaz mislim, da je bil v resnici bil Charles Dickens v svojem zelo bogato z otroki napolnjenem zakonu osamljen. Z ženo nista imela prav nič skupnega, razen verjetno nočnih srečanj. In se pravi, je bil čustveno odprt za kaj novega, ne. In to je zelo dobro, po mojem, ko sem jaz to videla,
doumela gospa Turner in mu je nekako na različne načine, zelo diskretno, ampak vendarle te svoje 3 hčere predstavljala. In ko je opazila, da je se njemu dopade najmlajša, mislim, da je bila najmlajša, ne, je tudi nekako zelo na elegantno in diskreten način poskrbela za pogostejša srečanja. Se spomnite tistega štetja denarja po tisti dobrodelni prireditvi. Tako, ne vem, kako bi rekla, da ne bom predolga, ampak v Srbiji rečejo takim ženskam podvočačke, ki sparijo prave ljudi, ne. In nekako tako sem jo jaz doživela in zato je bila tudi Neli v začetku tako zadržana. Ona v resnici, po mojem, ni nikdar prej pomislila, da bi mogoče ta velik človek, umetnik, zabaven, povsod znan, postal njen ljubimec, ne. In ko je to v sebi nekako prepoznala, spomnite se one scene v kočiji, ne, je bilo zanje to, jo je pretreslo, ne, in tega najprej niti sprejeti ni mogla, ne. Šele potem je nekako po nekih pogovorih z mamo verjetno to sprejela in to vlogo potem zvesto odigrala. Tako sem jaz to videla. Pa verjetno še ta, ne, če pač poskušamo zdaj z neko matersko, saj zase govorim, psihoanalizo, ne, je verjetno še ta odsotni oče, ne, verjetno tako, kot se je dal razumeti, kot sem jaz brala te pač stvarne knjige o tem zvezi, ne, je ona seveda imela tega odsotnega očeta, ne, zgubila ga je pri zelo rosnih letih in je verjetno najprej se to zelo mešalo, ne, med tem zdaj ta dobri striček, ne, z nekimi darili, tako rekoč prihaja v družino, tako da zelo dolgo so bila ugibanja in tudi, ne, ko je bila želja potem, ko se je ta zgodba pač polegla, ko je Dickens umrl, ko so začeli pisati njegove biografije in so seveda to povsem utišali, ne, najprej Neli sploh zelo dolgo sploh o njej ni niti črke nikjer zapisane, ko pa je polagama, ne, se pa še vedno poskuša nekako ohraniti ta neodmadeževani lik, ne, velikega Charlesa Dickensa, da v bistvu ta zveza med njima sploh nikoli ni bila pač konzumirana, se pravi, da ni prišlo do erotike v pač fizičnem smislu, ne. In zato tudi se poskušajo potem s temi literarnimi liki nekako usporejati z Estelo, da seveda, ne, preden je pač spoznal to družino, da so njegovi ženski liki dosti pač enoplastni, konvencionalni v nekem oziru, in da tukaj, ne, potem po tej pač osebni izkušnji, da pač pride do neke sublimacije in do nekega presežka v ženskih likih, ne, tako, ja, ne, najbrž je postaja veliko pač vprašanj, pomislekov. Meni se je pa čistko na tej ravni, recimo, vsakdanjega življenja, ne. Se mi zdijo blazno fajn te opisi pri avtorici, ne, pri Claire Tomalin, ko piše potem, to je bilo leta, ne, leta je potem ona živela sama v tej hiši, v Slovu, zelo udobno, imela je pač tudi služabnico, ne. Tukaj se mi pa še zdi pravzaprav še materijala in snovi za naslednji film ali pa za dramo, ne. Kaj je ta ženska v bistvu cele dneve počela, ne. Bila je blazno omejena v svojem socialnem občevanju, ne. Tu pa tam je bila pač kakšen posladek, da ko je Dickens prišel, da sta šla v London, kakšno predstavo pogled na kakšno večerjo, pa še to zelo tako, ne, kot je tukaj nakazano, tudi, ko ste prej omenila, ne, to filmsko govorico v nekih sencah, tam, ko jo Dickens pelje k temu svojemu prijatelju in zaupniku, ki živi to dvojno življenje in je ona najprej ogorčena. Skratka, v nekih teh zelo ozkih krogih se je lahko gibala, tu pa tam je malo potvala, ker ena sestra je živela v Italiji, ta najstarejša Fanny, ki se je s Trolopom, pa ne z Antonijem, z njegovim bratom se je poročila, je kam šla, drugače pa pač z gospodinskimi opravki otrok ni imela, se ni bilo treba baviti, kuhala ni, mislim, tako, ne, kako so minevali ti dnevi in dnevi v tem pregledovanju voznih redov, ne, kdaj bo Charles Dickens prišel, kaj je ona počela, ne, vezla, ali malo je brala, ne, kako? Hodila je k
jaz hitro lahko hodila. In s hojo marsikaj reši. A ne, to usamljenost, to... Ja, zelo osamljena. No, to ste rekli, da se je ona v začetku, zakaj je šla to tako hitro. Jaz iz svojih lastnih izkušenj vem, da s hojo, pa sama hočem biti, rešiš marsikaj. A ne, in ta scena se mi zdela potem pravzaprav povedna za vas. Ja, sej to izhaja iz te scene. Nihče jo ni moral ne ujetne noč, čeprav je Dickens omenil, da je tudi on hiter čisto isti stavke, ki ga v bistvu ona pove. Prav tudi on je reševal določene stvari na enak način in tukaj sta se ona dva tudi ujela. Da sta imela vse en, meni se zdi, da ne čudovanje te njegove umetnosti, zasebno sta se ujela tukaj, da sta imela nekaj skrivnosti takih skupaj. Ja, razumela sta se preprosto, ne? Stavke sta si lahko nadaljevala drugama, ne, to pride tako ljubezni. Je pa ta... Če jaz bi želela nekaj svojih misli dodati, sem jih nekje dobila, ko sem gledala ta film, no, pa vtisal. In sicer zelo me je pritegnil ta naslov Nevidna ženska. In sem se skozi cel film sprašvala, kjera pa zdaj je to? Ne? In prva misel mi je prišla žena od Charlesa Dickensa. Ne? V bistvu je bila ona zame bolj usrednji lik tega njegovega zasebnega, intimnega življenja. Ona je skrbela praktično za njega, za dom, za otroke in živela za družino, medtem ko je Charles Dickens pa kot večina velikih mož je živel predvsem za javnost, za javno podobo in je bil zelo empatičen, do drugih. Medtem ko tega do njegove lastne družine, teh čustev nisem toliko videla, bolj malo. Na kar se je ta ista zgodba ponovila zame v tem odnosu z Nelly, ko od začetka je bilo super, krasen in verjeten je bilo tudi z njegovo ženo tako takrat, ko sta se spoznala pa zaljubila. V nekem obdobju pa se vidi, kako on, kot bom rekla, tudi marsikater veliki mož ne zmore tega vsakdanjega življenja, te rutine, teh dolžnosti, ki so dolgočasne, ki so utrujajoče, ampak to so ljudje, ki živijo za velike stvari in tako vidim, ta razcep med neko javno podobo, med nekom, ki je velik, res velik, ki ima dar in potem na drugi strani to diskrepanco, ko pogledaš njegovo osebno intimno življenje. In rečem, ni edini, ker če malo bolj podrobno pogledate življenje katerega koli teh velikih mož, ki je v javnosti slaven, priznan in je ogromno naredil, je njegovo osebno življenje ponavadi čisto nasprotje tega. Gospa tukaj je pač replicirala podobna, pač tudi ogorčenje še pred ne tako dolgo, ko je bila ta slovenska televizijska nadaljevanka v Prešernu, kjer je pač bila pokazana ta njegova problematična, težavna erotika, odnos do svojih otrok in do te Ane, ki je bila tudi čist mlada, popolnoma, tudi njena mama na nek način jo je njemu pravzaprav tako na pladnju podala in se spomnim, pa smo ogromno, je bilo že biografij in pač smo marsikaj vedela v Prešernu, pa še tudi takrat so Kmecla, ki je pisal, grozno napadala, pa neki prizori tam so bili, ki so grozno pijančevali, ki so prišli ti Poljaki, pa Čehi v Ljubljano in so se ljudje takrat, in je bilo tam, ko so razbijali neke lončene kupice, so se ljudje še vedno zelo zgražali. Čist na kratko pa še dole, bi sam povedala mogoče z eno metaforo o velikih možeh in njihovih pač zasebnih krepostih. Ko je bil James Joyce že zelo star, pa ga je v Cirihu en bralec srečal in je rekel, lahko poljubim roko, ki je napisala Uliksesa, in je rekel, če bi vi vedeli, kaj vse je ta roka počela. Tako
Tako da ja, ena globoka želja v nas vseh je idealizacija, ne? Da bi imeli tiste svoje svetinje neomadeževane na teh oltarjih in da bi bili, ne vem, da ne bi bili ljudje, ne? V bistvu je pa vse, kar je zanimivega in dobrega, so pa samo ljudje, ne, z vsemi svojimi napakami in krepostmi in vsem tem, tako da to je ena taka, zdaj, ko smo govorili o teh nevidnih ženskah, ne, dve nevidni, imamo tudi o ženi, bi bil en zanimiv film lahko, ne, Dickensovi, ampak sem pomislila, pravzaprav prevajalstvo, ne, odnos prevajalka, pisatelj je tudi en tak ambivalenten odnos, ne, je tudi tle se je tudi treba nekam umakniti pri tem, ko vse narediš, ne, v bistvu, ne. Ja, in sam čakam, da te obiščajo tako za konc tedna. Ja, res zelo lepa povezava, Helena, hvala. Ja, ker tudi recimo v prevajalski teoriji, ne, teh recimo zadnjih 20-30 let obstaja tudi prav dobesedno s tem naslovom knjiga, ne, nevidnost, prevajalčeva nevidnost, ne, The Invisibility of a Translator, ne, kjer je točno to pač povedano, ne, da v bistvu prevajalec, ne, se ga takrat najbolj pravzaprav lahko užije, ne, takrat, ko je neviden, ne, ko ne opaste, ne. Zdaj, to je pač eden od pogledov, ne, na prevajanje, da pač si vendar ves čas v neki senci, ne, služiš pač gospodarju, ki je pač umetnik, avtor, ne, in si takrat najboljše delo pravo, ko te ni, ne, ko se te pač ne opazi, ne. Zdaj, so tudi pogledi, ne, ki recimo temu oporekajo, da pravzaprav je treba prevajalca na nek način začutiti, da je to, ne, da se pač prevedena dela, da se jih tlači ali se jih pa poskuša čim bolj umestiti v sistem, v literarni sistem, ki jih pač sprejema, da na ta način se pravzaprav tudi nekako ideološko na ta dela daje določene pač uteži, da so čim neopazna, da se zatre tega drugega, ne, zdaj v teh osebnih odnosih, ne, seveda je ta drugi, ne, druga ženska, ne, the other, ne, drugi, ki je drugačen, ki je drug, in da bi veljalo seveda tudi razmišljati o tem, da se prevajalca nekako opazi, ne, zdaj ne sicer na ta način, ne, da piše pač slabem jeziku, tako imenovano neko to prevajalščico, ne, ampak da recimo vsaj v tem smislu, ne, da ne podomačuje, da je delo, ki ga prevaja, še vedno razumljeno in se ga razume kot delo iz tujega, ne, da je v bistvu ta nek efekt potujenosti, da ne bo pač navzoč, ne. In tukaj seveda imate potem cel razpon, ne, pač teh prevajalskih strategij, kaj vem, pri prevodih za otroke je seveda povsem običajno in se pričakuje, da se lastna imena, krajevna imena podomači, zato ker pač otroci potem lažje to berejo, ne vem, pač, ne, imamo Pepelko, Sneguljčico in lastna imena, jasno, spremenjena. Druga stvar je pa v literaturi, ne, recimo za odrasle se pa meni zdi seveda kar zelo dobro, da se pa prevajalca tudi čuti v smislu tega, da si ne lasti literarni sistem pač s tistimi normami, ki so takrat pač časovno pogojene, dela, da ga pač čist priliči, ne, da se spreminja imena, praznike, ne, to vse družbe, vse ideologije to poskušajo, ne, lepi primeri so, kaj svem, v času, ne, ko pač pri nas recimo obredi katoliški, čist na rani, ne vem, koledarja, ne, niso bili zelo priljubljeni, se pravi praznovanje Božiča, pa imate pri Piki Nogavički novoletno smrečico in tako naprej, ne. To so pa spet drugi ti mehanizmi, ne, ki posegajo recimo potem v te odnose. No, zdaj vas lahko pomirim, da nastaja nov prevod Pike Nogavičke iz švedščine, kolegica, res odlična prevajalka Nada Grošelj prevaja Piko Nogavičko, velika naloga, ne, tako kanonično delo na nov prevod in tam bo do pač božične počitnice in angelčke in tako naprej, ne. Tako da, ja, zdaj mi smo radi tako tudi kar pozvani, da kaj kdaj povemo, da se nas malo vidi, ne, prevajalce.
teh priložnosti ni prav veliko, tako da res hvala za to vprašanje in to vabilo. Namreč, tako je, operirate z jezikom, operirate z to materinščino oziroma jezikom tistega bralca in tisti bralc razume, pravzaprav misli samo v tem jeziku, in zato se mi zdi, da je to ena velika bližina in ena velika taka povezanost s tistim pisateljem, da še zmer pa ostane prevajalec avtonomen, ker je drug jezik, je druga, miselni poteki so drugačni. Ja, smo nekako, mislim, ves čas pač v tem nekem kontinuumu, med izhodiščnim besedilom, ali zvernikom in tem pač, kar ustvarjaš, pač to z mislijo na svoje ciljne bralce. Tako da, seveda, velika razlika, zdaj, če se mi poskušamo nekako povzdigati, pa če se reče, saj to je tudi ustvarjalno delo, vi ste ustvarjalci, to nazadnje nam tudi pritiče v smislu prava, mi ravno tako dobimo pač avtorske pravice za svoje prevode in tako naprej, se pravi, je priznano to kot avtorsko delo, ampak velika razlika, to pa jaz vendarle vedno povem, je pa med avtorjem, ki je lahko zelo samovoljen, lahko reče, to sem zato napisal, ker pač sem tako napisal, ne vem zakaj, ne vem odkot, in avtorja pač se sveto spoštuje, lahko to reče, prevajalec, se mora pa vedno nekako dokopati do tega, jaz zelo težko kot prevajalec, recimo kot prevajalka pridem imam to veliko veselje in čas, da sem dostikrat na bralnih vajah, ker zelo veliko za gledališče prevajam in me veliko sprašuje, ti pa zakaj je to tako, a se lahko to, bi se dal to tako, pa kaj si ti, a to lahko spremenimo, in če si ti avtor, seveda lahko rečeš ne, zato ker jaz ne vem zakaj, tako sem napisal, prevajalec, če ne drugega, moraš poskušati dokopati do tega, da lahko vsaj to rečem, sem se zelo pozanimala, sem veliko prebrala, tudi avtorja sem vprašala in je to takole. Avtor lahko reče, recimo, jaz sem imela kakšne take enigmatične stvari, pa sem navezala stike z avtorjem, recimo pred skoraj 15 leti sem eno krasno škotsko dramo prevedla z naslovom Noži v kurah, Knives in Hands. In potem sem jaz, kaj je to, odkot je to, je to zdaj kakšne ljudske, kje je ta človek to našel, blazno sem iskala, tudi tako nekam postavljeno, čist ni jasno definiran čas, v katerem se dogajalni čas in kaj je zdaj s temi noži v kurah. Ker na zadnje sem pač pol avtorja vprašala in rekel, pojma nimam, to sem je nek sem slišal, mi je bilo všeč, noži v kurah. Jaz sem pač oborožena s tem pomembnim podatkom, lahko šla na bralno vajo in sem rekla, zato, ker je avtor tako rekel. Bilo pa zelo hecno, če že to nekdo to povem, takrat, ko so to bilo mali drame, ko so vadala, in pa če ozvočanje po celi drami, to inspicientsko, in so vedno te štosi, kako inspicient kliče pač na vajo ali pa na odara, pripravite se noži, kure, pripravite se. Ni bilo pa nobene kure nikjer, res. Joyce, Ja. Dublinčane je bilo treba tudi, to je tudi težko, ker je že obstajal prevod, predvsem sem najprej, kar ima mogoče bolj opravka z današnjim pogovorom in z današnjo temo in življenjem velikih pisateljev, jaz tudi prevedla Joyceva pisma Nori, ki tudi nas mogoče se zdijo sporna, sploh sme take stvari objavljati oziroma jih prevajati in potem naj to kroži ali ne, to so pač intimna pisma, bila so pisana med ljubimcema, pozneje pač zakoncema, kaj je zdaj s tem, a to je ali ni, a je to sploh v redu ali ne bi bilo, sploh kadar gre za erotiko, sploh kadar gre za tako nenavadno erotiko, ne vem, če ste pač brali ta pisma, tako da sem se z Joycem ogromno ukvarjala, pa še prav posebej z Noro, ona pa je vsaj dobila to mogoče neko pač poveličanje, da ni ostala samo ta nevidna ženska, tudi v
v biografiji svoji, Brenda Maddox je napisala njeno biografijo z naslovom Nora, tudi film je bil posnet po Nori, v Trstu so ga snemali, ker ta ključna leta, ko sta se oba otroka v tem, nista bila sicer uradno poročena, ker je Joyce pač previziral te konvencije meščanske in sta se zelo na stara leta, samo zaradi dediščine, zaradi otrok potem poročila. 12 let sta živela v Trstu, leta 1904 sta prišla v Trst, živela v Trstu, 2 otroka sta se jima rodila in je v tej Nori bil tudi krasen irski film posnet z naslovom, ne boste verjeli, Nora. No, to tako mimo grede, drugače tako res zelo resno, seveda sem se pa že kot študentka, sem celo diplomo iz tega pisala, pa ukvarjala prav z Dublinčani, no, takrat v slovenskem prevodu leta 1956 Herberta Greena je ta knjiga išla z naslovom Ljudje iz Dublina. Spet nažalost ne moramo izvedeti, ali je to prevajalec sam dal tak naslov, ali je bila to urednikova založniška odločitev, ker naslov je Dubliners, ne, brez člena Dublinčani, kot je zdaj pač nov prevod. Tako da ja, to je bilo res mi veliko veselje, tudi zelo strahoma sem se tega lotila, sem si to zelo želela. Prevod Greenov je sploh za čas, v katerem je nastal, izvrsten, zelo točen, zelo natančen, v nekaterih segmentih, zlasti teh najbolj tankočutnih, subtilnih, kjer gre za to pripovedno perspektivo, za to prehajanje iz zavesti lika v zavest pripovedovalca, pač nekoliko mogoče preveč regularen, tako da pač se je zdelo, da je čas za to, ne, da se to knjigo znova prevede. Bili so pa seveda tudi razlogi čist, pa smo spet pri ekonomiji in pri vsakdanjem življenju, čist v smislu, bi rekla, tržnih zakonitosti, namreč Joyce je umrl leta 1941, tako kot Virginia Woolf, 70 let pač po novi zakonodaji Evropske unije traja, da so avtorji pač zunaj tega pač avtorskega prava, se pravi, da se jih lahko ponatiskuje in objavlja brez plačila avtorskih pravic in zato smo takrat v tem obdobju dobili tudi nekaj prevodov Virginia Woolf, Joycea, recimo Dublinčane, pisma Nori bi prej sploh zelo težko išla v kateremkoli jeziku, ker je vnuk Joyceov zelo to pač iz razumljivih razlogov, če ste jih brali ali pa če jih boste za nekako brzdal, no. Tako da ja, knjigo sem potem prevedla, zelo sem bila vesela tega. Jaz sem imela to priložnost veliko izdaj s komentarji, z opombami, tako da ti to po eni strani olajša, po drugi spet zelo teži. Mi zdi več, ko sem prevedla starejša, ko sem pa bolj, ko je avtor kanoniziran, več, ko imate v njem literature, teži se mi zdi vsak stavek, pa ne se, a jaz to kam ne še pogledam, a je to res to, kar piše, ne. Vsi mladci me se zdi mogoče bolj tako. To prinašajo leta, ima svojo dobro pa slabo stran. Jaz bi preden, ker smo že pozni, ampak jaz bi pa tako, da se še vrnemo k Dickensu mehen, izvala enega gosta tamle, Vladimira Frantarja, ki je bil dramaturg zelo dolgo na televiziji, če nam pa kaj povedati o tem filmu in bi Ne, pravzaprav v filmu, ampak jaz sem imel eno vprašanje za Tino. Čisto na začetku je ona rekla, no, o filmu, meni je bil film zelo všeč, bilo mi je to veliko odkritje in takoj, ko je bil na sporedu tukaj v Kinodvoru, sem ga šel gledati. Ampak Tina je rekla na začetku, da je po Dickensovi smrti nastala cela vrsta biografij, ampak v teh biografijah najbrž ta avantura ni bila omenjena. Ne, sploh ne, tudi prve, ne, te, ki so bile napisane prve, a ne knjige o njem, njegovih sodobnikov in celo prijateljev, so to absolutno zamolčali, ne. Tako tam nekje v 30 letih, a ne, je to bilo potem bolj natančno popisano, ne, in tudi ta avtorica, ne, Claire Tomalin piše v uvodu, ne, ko je to, da se spomne, kako je, da so v njeni družini to zgodbo pripovedovali, kako je njena babica jokala, ko je to zvedla, ne. In tudi recimo zelo zanimivo, ne, en mojih najljubših avtorjev in tudi sem ga prevajala je George Orwell, ki je med drugim pač Živalska farma 1984, avtor fantastičnih dokumentarnih zlasti knjig,
tudi še romanov, ampak tudi vrhunskih esejev in ima krasen esej o Charlesu Dickensu, ki ga je napisal leta 1939, tik pred vojno. Ne. In takrat, in on v bistvu Dickensa, čeprav mu gre v marsičem zelo na živce, da je sentimentalen, da je moralist, da to ni nobena družbena kritika, ker samo pač po površju stika, ne gre v globino, da bi obsodil, ne vem, kapitalizem, privatno lastnino in tako naprej, ampak ga pa po drugi strani blazno ga mrati in ga ceni. In tam v prvem odstavku v bistvu piše, ne, ko je tudi ta zgodba vam prišla o njegovem pač res odurnem ravnanju ženo, ne, takrat je bil Dickens malo zatonil, ne, ta zgodba, ne, in takrat ni bil raven pač, ker so prišle pač določene stvari v javnost. Ne. Jaz sem sam to še hotel reči, ne, da Dickens ni bil za mene, jaz sem namreč študiral francoščino in angleščino tudi in Dickens ni bil za mene, jasno sem prebral vsa ta njegova glavna dela in vse to, ampak ni bil eden tistih avtorjev, zelo sem ga spoštoval, ki bi me pa zelo zanimal, da bi tudi raziskoval njegovo življenje in mene je bilo to presenečenje, ko sem za to epizodo izvedel. Moram pa reči, da tista leta, ko sem jaz študiral na filozofski fakulteti, resnično moram odkrito reči, to je bila druga polovica 60-ih let, da je bila angleška in francoska literatura pod povprečjem. To, kar smo mi imeli in kar so nas takrat naučili. Če se kdo ni izrecno za kaj zanimal, jaz sem v prvem letniku namesto na francosko literaturo hodil na sociologijo, zaradi tega, ker se mi je križalo in ker je bil za francosko literaturo en stari, dobrodušni gospod profesor Kotnik, za sociologijo je bil pa eden, ki smo mu rekli vrag in ne bom rekel imena in gorje, če se ti ni zapomnil, da si bil na njegovih predavanjih. Imeli smo 2 semestra tiste sociologije, ki smo jo morali narediti in jaz sem hodil na sociologijo namesto na francosko literaturo, tam je pa ena moja kolegica krasno pisala tisto, kar je on govoril in sem se tisto napiflal in sem imel 5. Pa je bilo. Ja, sej najbrž je Dickens, ne, Dickens bil v tem času zelo zatonil, ne, in vprašanje je, koliko ga zdaj sploh še berejo. Takle film gotov majhen oživi, spet zanimanje, ampak gotov je pa ostal, mislim, bo ostal, ne. Ja, mislim, sploh jaz ne dvomim, no, gotov je čas, v katerem živimo, naklonjen temu, da bi pravzaprav ga malo brali, a ne, kljub tem, recimo, da rečemo, ja, seveda, ne, on nikoli ne gre v neko kritiko sistema kot takega, vedno se stvari nekako razrešijo z dobroto nekoga, ne, pač pride nek gospod, ki bo pač tega revnega otroka, ali se pač izkaže, da so bila neka melodramatični zapleti, a ne, in se stvari nekako razrešijo, ampak kljub vsemu, a ne, so pa ti opisi, ne, vsega tega dela otrok, revščine, teh slamov, ne, so pa seveda v teh podrobnostih se mi zdi tako, ne, tako izdelani, da pravzaprav zdaj včasih, ko gledam, ne, to stvarnost, nažalost slovensko, ne, pa velikrat se skomponiramo pa rečem, mislim, se to je tako kot pri Dickensu, ne, bom rekel, to je tako kot pri Marxu, pa pri Engelsu, ker pač, ne, tukaj je pa zdaj moč literature, ne, že pri Aristotelu, ne, imate pač zgodovina, pa zgodba, ki ni resnična, je pa tako resnično povedana, da je bolj resnična kot resnica, nas seveda prevzame, ne. Tako da seveda, ne, ta njegova izredno ta njegov pogled s temi silnimi podrobnostmi in bičanjem od neumnega pravnega sistema, parlamentarne demokracije, šolskega sistema, je seveda tako pronicljiv, da nas po mojem nagovarja. No. Jaz upam, da vseeno še kaj berejo Dickensa, no, zdaj mladi ljudje. Tina, hvala. Hvala za ta pogovor, hvala za obisk. Se vidimo čez 3 tedne.